Po 36 letih bomo lahko iz Slovenije znova leteli neposredno v Združene države Amerike. Ameriški letalski prevoznik United Airlines bo maja 2027 vzpostavil redno 4-krat tedensko povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Kakšna pa bo cena leta? Žiga Podkrižnik. Z te piste boste lahko od maja prihodnje leto neposredno v New York leteli 4-krat tedensko, ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Pa cena? Za najcenejšo vozovnico, ki vključuje majhen kovček za v kabino, boste morali odšteti približno 750 evrov. Gre za ceno povratne vozovnice, ki pa je lahko tudi bistveno višja. Boeing 767, ki bo letel na tej liniji, sprejme 231 potnikov. Če želite več prostora za noge, boste za vozovnico plačali približno 2000 evrov, za sedež, ki se spremeni v ravno posteljo in prinaša še nekaj dodatnih ugodnosti, pa dobrih 4400 evrov. Flight time approximately between 9 and 10 hours, depending on the winds. We will expect approximately 40,000 additional passengers in Slovenia at Ljubljana Airport. Predvsem dejstvo, da bo let neposreden, bo povečalo število potnikov na relaciji Slovenija-Združene države. Sigurno je to bolj udobno. To je zelo ugodno. Da ne rabiš čakati, pa tam presedati, pa tako. I would come back if it was a direct flight, even if it wasn't. New York bo 31. neposredna povezava z brniškega letališča, svojo mrežo pa bodo pri Fraportu v prihodnje še razširili. I can promise you that we are currently working on different route cases, also to further international destinations, as I believe that there is still enough potential in Slovenia and the wider Adriatic region to attract more international carriers. Novost pa bo hkrati tudi možnost, da Američani Slovenijo obiščejo pogosteje in predvsem enostavneje. V zadnjih letih je namreč število ameriških turistov pri nas znatno naraslo. Mogoče na začetku pridejo majčkeno nezaupanjem, ker ne poznajo Slovenije, ampak ko enkrat pridejo, se pa sprostijo, vidijo, da je vse čisto, da je hrana dobra, da smo mi gostoljubni, da praktično vsak govori angleško, da se lahko normalno komunicira. This year the forecast says that approximately 200,000 US passengers will visit Slovenia or even start a journey to the wider Adriatic region in Slovenija. Da je Slovenija za tujce vse bolj zanimiva, pa kažejo tudi podatki letališča. Lani so na Brniku skrbeli skoraj 1,6 milijona potnikov, letos pa so milijontega potnika pozdravili 3 tedne prej kot lani.